Poslabšanje epidemioloških razmer z virusom COVID-19 je tudi vlado v sosednji Avstriji prisililo k sprejetju ukrepov za zaščito pred širjenjem okužb. Naš sogovornik v navezavi z novimi razmerami je Alexander Majcan, okrajni glavar avstrijske jugovzhodne Štajerske. O novi nastali situaciji in spremenjenih ukrepih je povedal. Es sind verschärfte Maßnahmen gesetzt worden seitens des Staates Österreich, eben die Krise einzudämmen. Und dazu gehören unter anderem auch Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. Da gibt es aber Ausnahmen. Sprejeti so poostreni ukrepi s ciljem zajezitve širitve okužb ter izhodišča za rešitev krize v celotni Avstriji. Nekaj ukrepov iz tega paketa. Omejeno je prosto gibanje med 20 uro zvečer in 6 uro zjutraj. Pri tem ukrepu so dopuščene nekatere izjeme, kot so službene obveze, oskrba družinskih članov in nujne spremembe lokacij. V tem času bodo gostinski lokali in kavarne razen redkih izjem zaprti. Spremembe so tudi na drugih področjih, kot na primer zapore vseh športnih prireditev razen tistih dogodkov, ki so vezani na profesionalne športnike. Sestanki in ostala zbiranja večjega števila ljudi niso dovoljena. Prav tako ni dovoljeno organizirati tako javnih kot zasebnih zabav, kar bodo policisti natančno kontrolirali. V tej množici ukrepov so se številni drugi, kakor tudi priporočila, s katerimi želi vlada zajeziti pandemijo. Paket ukrepov je strožji kot poprej in temelji na praktičnih izkušnjah pridobljenih v prvem spomladanskem valu epidemije. Zu kontrollieren. Mit diesem Maßnahmenpaket, das natürlich noch einige weitere Punkte umfasst, versucht eben die Bundesregierung, das Coronavirus einzudämmen, denn es ist für mich schon ein Lockdown. Die Maßnahmen sind zum Teil strenger, als es im Frühjahr war, aber auch angepasst an die praktischen Erfahrungen. Kako pa ljudje sprejemajo te poostrene ukrepe? Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil das Ganze natürlich zu kurz in der Entstehung jetzt noch war. To je še zaenkrat težko reči, ker je za kakršnokoli oceno minilo premalo časa in še ni znano, ali bodo ukrepi prijeli ali ne. Vedno kot doslej je velik del državljanov z razumevanjem sprejelo ukrepe in vedno obstaja tudi manjšina, ki ni tega mnenja in nasprotuje takšnim odločitvam. Vendar, v imenu zdravja vseh prebivalcev našega okraja pozivam tudi sam, da razumno in dosledno spoštujemo ukrepe. Le na tak način smo lahko gotovi, da bomo še pred božičnimi prazniki izboljšali epidemiološko sliko in razrahljali ukrepe. Okrajnega glavarja Aleksandra Majcana smo poprašali tudi, kako novo sprejeti ukrepi regulirajo vsakodnevno migracijo naših državljanov, ki odhajajo na delo v Avstrijo. Za mnogo vaših ljudi, ki delajo pri nas, se razmere ob prehodu meje niso nič spremenile, kar pomeni, da kot prej lahko odhajajo čez mejo na delo prosto in poljubno. Morajo pa seveda v prihodu v Avstrijo spoštovati in se držati sprejetih ukrepov. Na meji bodo naši kontrolni organi merili telesno temperaturo, kot so to počeli že poprej v prvem valu okužb. Ko gre za tranzitne potnike, ostaja vse kot doslej, brez omejitve na mejah. Zanimalo pa nas je, kako v Avstriji poslujejo trgovine. Trgovine ostajajo odprte in normalno poslujejo, tako trgovine z živili kot tudi ostale. Vendar pa morajo le-te po enem kupcu zagotoviti minimalno 10 kvadratnih metrov proste površine. V sosednji Avstriji so vsled omejitve okužb z virusom sprejeli nekaj novih starih ukrepov, še zmeraj pa so leti v primerjavi z ukrepi v Sloveniji še zmeraj manj strogi. Odprte so vse trgovine in uslužnostne storitve in tudi zaenkrat pri sosedih, razen v zaprtih prostorih, ni predpisano obvezno nošenje zaščitnih mask.